Jaz sem pa tako navajena, da v osnovni šoli govorim slovensko. Doma z mami govorim italijansko in začetno govorim japonsko. Okay. Ampak potem, ko sem gotovila, da z mami zna in slovensko in japonsko in italijansko, sem začela malo zabušavati. In ne spomnim se, kako bi to rekel v italijanščini. Ma se me bo razumela. In potem sem začela govoriti v slovenščini in japonščini in ji odgovarjam v vseh jezikih možnih, ki jih ona zna. Moja sestra je bolj pridna. Ona proba čim bolj italijansko govoriti z mami, zato ima ona boljši italijanski besednjak kot res. Zdaj, vse 3 jezike si sproba in ti jeziki so se res drugačni. Italijanščina je romanski jezik, slovenščina je slovanski jezik in japonščina je pač japonščina. Ni niti indoevropski, in kako si se znašla, pač, kateri jezik ti je bil najbližje, ko si odraščala, kaj ti je bilo najlažje govoriti, ko razmišljaš, ne razmišljaš v 3 jezikih hkrati. Right? Nekje je primaren jezik, nekje je tvoj materni jezik, ker je tvoja prva. Ampak predvidevam, da se ti dosti switcha v glavi, sem kaj je primarni. Angleščina, obviously. Angleščina. Everyone asks that. I'm sick of this question. Sorry. It's okay. Okay, gremo na naslednjo. Ne, sej lahko. Odvisno je, kje sem največ časa. Ko sem bila v Trstu non-stop, pri moji noni, čez poletje, čez vse te počitnice, because I had no friends, sem znala največ tržaško. Ne italijansko, tržaško. Jaz imam tako močen tržaški akcent, da on iz Rima me ne razume, on iz Milana me ne razume, on iz Neaplja pa ga tudi jaz ne razumem. Taka razlika je. Zelo so velike razlike. Ja, basically tako kot prekmurščina. V Trstu je včasih živela večinsko Slovenija in potem se to nekako druže verjetno. Imaš in nemške in slovenske izraze zmešane z italijanščino. Ampak veš, kaj je najbolj zanimivo? Ko poslušaš tržaščine je bližja španščini kot italijanščini. Ker to, kako ne rečem, ima tak bolj, italijanščina je bolj tako plava in je bolj tako pojoča. Tako toni so tako skačejo bolj, tržaščina je pa bližja španščina, ker lahko tako isto non-stop govoriš. Ker španščina nima toliko intonacije. A ni japonščina ista, ki je nekako vse isto? Ja, okej. Tudi slovenščina je tako isto, nima toliko grozno, tako skakajoče. Kjer dejansko z intonacijo spremeniš pomen. Seveda lahko, sam mislim, da ima kitajščina največ tega. Kaj ima 4 ali koliko ima intonacijo, 4 ali 5. Ja, pri njih se pomen, mislim, pri njih se res pomen spremeni. Mama, ne vem kaj. Ampak ne samo, mislim, da je tudi večina te intonacije v kitajščini je tudi iz tega, kako je v slovenščini, ko poveš nek stavek, lahko na konc intoniraš, a je to vprašanje, ali je to stavek, a ne. Ker če greš gor, je vprašanje. A boš jedel to, a ne? Gor. Juvana boš jedel danes? Boš to jedel, ali pa boš to jedel. Ta intonacija. Kitajščina ima veliko tega, plus še druge stvari. Itak, da ni samo to. Kje se naglasi verjetno? Ampak glavno je tudi, če je stavek isti, z intonacijo poveš, kaj hočeš z tvojim tonom. A je to vprašanje, a je to stavek, a je to... A ti ukazuje, a ne, to je veliko. In tega v tržaščini ni, ali pa v španščini. Mislim, je, ampak v primerjavi, to ni to, kar govorim. That's a different thing. To sem malo zašla, sorry. Italijanščina, a rečem kakšen primer, da... No, dajmo slišati. Če rečeš v italijanščini, vuoi mangiare, a boš kaj jedel, v italijanščini, v tržaščini bolj zveni, te vuoi mangiare. Je bolj flat. Čist drugače se sliši. Te vuoi mangiare qualcosa, ali pa vuoi mangiare qualcosa, ali pa vuoi mangiare qualcosa. Zelo bolj špansko. Čist drugače se sliši, ja. Mangiare sliši zelo špansko. Mangiar, mislim... Oziroma že skoraj portugalsko. Mangiar. Tako, mangiare, ali pa mangiar. Ja. Ta razlika je, zato me iz Milana ne razume. Mislim, vse verjetno razume koncept, kaj ga sprašuješ. Ampak tako jaz sem mislila, da sem govorila v tako italijanščini, a ne dopo ga dal na ščapa in pa sem mu dala šamar in pa on reče,
to si rekel tržaščini, ampak sem te razumel, kaj je ščafa. In sem ono, to je tržaščina. To je tržaščina? Jaz sem mislil, da je to tržaščina. Ali pa kavolo je zelje v italijanščini, kapuco je pa v tržaščini. In potem, ko sem bila en let na filofaksu pri prevajanju italijanščine, angleščine in slovenščine, sem se mučila, ker jaz sem mislila, da znam italijansko, ampak jaz znam samo tržaško. In potem sem, iz kje je bil profesor? Nekje bliz Firenze. Meni razumel. Pač ta Veneto, ta del okoli Benetk in Trsta, ima čist svoje in tudi mami od moje babice je rekla, ne, jaz sem iz Friuli, jaz nisem Italijanka, jaz sem iz tega dela. Jaz sem svoje, tako da Italija ima zelo tkovno. Jaz sem svoje. Jaz sem svoje province, ali kakorkoli že reče tem svojim regijam. Tako kot Nemci, verjetno, ki imajo kjer je veliko razlike med njihovimi naglasi, med nareči. Ja, med nareči. Zato na Japonskem imaš the big war between Tokio in Osaka, ampak je to sam tako banter on TV večino, ni da se... Kaj je ta regija, je to Tokio, kakor je Kansai? Kansai je Osaka. Je Osaka pa... Osaka in druge okolice. Kyoto in stuff. Kyoto, tudi Nara in Kyoto je vse. Kansai, Tokio je pa Kanto. Kanto je region. Iz Pokémonov, ja, točen. Kanto region. Ja, sej vse te regioni v Pokémoni so tako based on how Japanese people. Ja, se kaj, prva je bila Kanto, potem je bila Joto, ne? Mislim, da je Johto. Johto, ne? Johto. A potem je bilo? Naprej? Kaj je bila tretja generacija? Samo originalne smo gledali. Tretje je Ruby Sapphire. Ja. Kaj že? Nikoli nismo vedeli o to. Shame. Shame on me. Ampak vem, da tudi vsaki te girly v teh Pokémon mangah dajo na glas iz drugega dela Japonske. Vedno čisto drugačen, ja. V mangah? Ne v anime. Ja, itak v animeju tak ni bilo. Ne, zato v animeju ta main girly jo samo zamenjajo za novo verzijo iz nove igrice, ne? Ja. Ash, ki je v japonščini Satoshi. Ja, Satoshi, ta zgodba. Je... Veš, kaj sem jaz ugotovila? Kako sta une dva vilana iz roke? James and... Jessica. Jesse and James, ja. V japonščini sta Musashi in Kojiro, ki sta dva samuraja. Okej. In ta Jesse ima Musashi ime, kaj je še bolj masculine kot Kojiro. On je tako the chaddest name she could get ever. Ima tako prav chad dude name, tako fucking top samurai name. Kojiro je pa the pretty fast boy, ne? In je tako, in pa tako Jesse in Jamie ful bolj tako joke ime, kot Musashi and Kojiro. Like, Musashi and Kojiro is cooler, guys. It is. Ampak po moje noben ne zna tega izgovoriti izven japonske. Še posebej ne angliška publika, ki ne zna nič drugega, kot angliško govoriti. Včasih so res mogli vse lokalizirati, ker je bila japonščina toliko nova v risankah na splošno. Če bi probali uporabljati japonske imena, ne bi noben otrok znal izgovarjati. Ne samo imena, tudi ko so rice bole jedli. Pokemone so vse lokalizirali. Mislim, da so rice bole rekli, da so donut. Da so jelly-filled donut. Čak, pa Mew je kaj drugega v japonščini? Mew je isto. A Mew je Mew, okej. Najhujše mi je Magic Carp, ko je King Carp. Ne, Koi King. Koi is Carp. Kaj pa je King? Je King. A nisi videl, da ima kronico, zdaj je bolj logično. Čak, malo ima kronico. Kronico ima, to si jaz tisto. Če ful izgleda tako njegova zgornja, kot da ima kronico tega. Čak, omenila si, da si z očetom govorila v japonščini, kar pomeni, da on je prišel v Slovenijo, je še študiral v bistvu in dokončal študij. Ja, je bil na Aloju na izmenjavi. Ja, torej, kako je on dokončal študij, če je znal samo japonsko v Sloveniji? He girl bossed through. He raw dogged everything. Njo je nos, da je interpretirala. Ona še ni obstajala. Moja mama je pomagala njegovemu kolegu napisati diplomo v japonščini, ker je bila na filofaksu. Njegovemu senpaju in tudi verjetno njemu je pomagala z pisanjem diplome v slovenščini.